Pozdravljeni. Gost današnjega delovega studija Gospodarstvo je profesor dr. Peter Stanovnik. Z njim se bomo pogovarjali o najnovejši lestvici globalne konkurenčnosti, ki jo je ta teden objavil Luzanski inštitut za menedžment IMD in pri njem sodeluje tudi Inštitut za ekonomska raziskovanja iz Ljubljane. Po tej lestvici se je Slovenija končno odlepila iz dna, v katerem je pristala v krizi. Dr. Stanovnik, kako torej komentirate rezultate lestvice globalne konkurenčnosti na splošno? Nekatere visoko konkurenčne države so rahlo zdrsnile, druge pa pridobile. Kaj na splošno lestvica globalne konkurenčnosti danes razkriva? Torej razkriva dejanske spremembe v kratkem enoletnem obdobju, v katerem so ključna mesta najbolj razvite države zadržale. Čeprav so določene spremembe, recimo Švica je padla za 2 mesti, medtem ko so pa glavne evropske države zadržale najvišja mesta, to se pravi med prvo deseterico. Prišlo je določenih premikov zlasti v novih članicah. Slovenija recimo je napredovala za 6 mest, medtem ko so pač nekatere nazadovale. Recimo napredek je bil dosežen pri Poljski, Češki, medtem ko pa so pa tudi nekatere baltske države pa nekoliko nazadovale. Zanimivo se zdi tudi precejšen vzpon Belgije, Luksemburga. Ja, torej to so pa države pač že z zelo razvitimi tržnimi in finančnimi mehanizmi in pravzaprav pri Luksemburgu ni se začuditi ta premik navzgor, ker so pač imeli precejšnje davčne olajšave za tuje naložbe. Ampak mesta so pridobivale tudi države, kot je recimo Madžarska, Italija, Grčija, Portugalska, skratka države, ki smo jih nekako dojemali v Sloveniji kot v bistvu nam dost podobne države, ki se torej otepajo s težavami krize. Torej, štartne osnove pri teh državah so bile nižje kot za Slovenijo v času, torej pred krizo. Dejansko so bili doseženi napredki pri nekaterih strukturnih reformah, ki se jih mi še nismo lotili. Mislim, da tukaj je pravzaprav en odgovor na to vprašanje, zakaj nismo dosegli mesta, ki smo ga pred krizo dosegali. Namreč 32. mesto, to se pravi prav v sredini vseh držav 61, ki so vključeni v to raziskavo. Je imela Slovenija pred krizo. Tako. To pomeni, da se je recimo Madžarska bolj temeljito lotila določenih reform? Jaz bi rekel v zelo omejenem obsegu, ker ta Orbanova vlada seveda je šla tudi v druge skrajnosti. Tako, in zaradi tega pravzaprav ne moremo glih primerjati njihov napredek z našim. Kaj bi rekli, kaj so glavni kazalniki, gradniki slovenskega obrata, torej tega dobrega mesta, glede na pač obupno nizka stanja, ki smo jih dosegali v krizi, ali to kaže na to, da se bo Slovenija vrnila med zdrave in obetavne ekonomije? Torej, to je šele začetek, ker ključni gradniki, kot sem že omenil na tiskovni konferenci, so gospodarska rast, ki je bila lansko leto 2,6, potem velik obseg izvoza, preko 23 milijard evrov, potem pa seveda tudi nekatere reforme, ki so bile narejene na področju trga dela. Jasno pa je, da je tukaj še vedno se nismo lotili ključnih strukturnih reform, zdravstvene reforme, pokojninske reforme, sprememb v učinkovitosti javnega sektorja, zlasti državne uprave. In seveda tukaj nas veliko čaka še, da bi lahko dosegli tak premik, kot je bil pred krizo. Tako. Ampak med temi pozitivnimi kazalniki je recimo tudi nizka inflacija odigrala veliko vlogo, kakor se pač nekako razume, pa dohodkovna neenakost, pa ženska zaposlenost, prisotnost politiki in sicer. Ja, jaz bi se strinjal, da tukaj je. To so nekaki mehki elementi, ki nas pa dvigujejo, ne? Torej, da smo mi v evrskem območju je nedvomno prednost, čeprav so nekatere države, kot so Poljska, recimo Češka, imele večji manevrski prostor
pri soočanju s krizo, glede na to, da so imeli monetarno pa fiskalno večjo svobodo kot mi. Tako da v tem smislu pač je bila določena prednost, da smo v evrskem območju, po drugi strani pa tudi nemoč, da bi lahko kompenzirali te šoke, ki so za majhno državo veliko večji kot pa za večje ekonomije. Zdaj, kar se pa tiče teh prednosti, jaz mislim, da še vedno je visoko izobražena delovna sila en pomemben segment naše konkurenčnosti, pa seveda tudi produktivnost, ki se je rahlo povečala, čeprav še vedno premalo, potem pa seveda tudi infrastruktura, ki je zelo v primerjavi z državami, s katerimi konkuriramo, je razmeroma dobro razvita in seveda tukaj se uvrščamo na sredino teh lestvic, tukaj gre predvsem za znanstveno-tehnološko infrastrukturo in pa seveda tudi za izobraževalni sistem. Kar se tiče tega pospeška, verjetno se v tem zadnjem letu lahko precej odraža tudi črpanje evropskih sredstev, ki se pač zdaj zaključuje v tem 7-letnem obdobju, ne? Tako je, torej do leta 2020 bomo imeli še možnost v večji meri črpati evropska sredstva, potem pa glede na razvitost Slovenije se bo ta beneficij ukinil in zaradi tega moramo zdaj veliko napora vložiti, da bomo učinkovito počrpali ta sredstva. En pomemben del teh sredstev je v okviru strategije pametne specializacije, kjer naj bi imeli na razpolago 460 milijonov evrov nepovratnih sredstev, seveda ob še domačem vložku. Tako. In ravno v tem segmentu je velika možnost, da bi napravili določene preboje, kar se tiče tehnologije, kar se tiče inovacij. In mislim, da tukaj bo potrebno zelo učinkovito upravljati s temi sredstvi. Tako. Kaj bi, doktor Stanovnik, rekli, kje je Slovenija še vedno zelo šibka ali pa so druge države toliko boljše? Kje se je treba končno odločiti, narediti preboje, spremembe? Recimo ena od takih zadev, ki se nam vleče zadnjih 25 let, kar smo samostojna država, so gotovo tuje investicije in nemogoče situacije, v katerih se znajdejo tisti, ki bi mogoče vendarle investirali tudi v Sloveniji. Verjetno je pa še tu veliko drugih slabih točk, ki jih moramo nekako popraviti. Nedvomno so neposredne tuje investicije, zlasti na uvozni strani, to se pravi, mi imamo tudi nekaj izvoznih tujih investicij, da so ključna točka, kjer bi lahko privabili večje število tujih vlagateljev in mislim, da tukaj je manevrski prostor, torej agencija Spirit ima določene razgovore in tukaj je že 10 velikih potencialnih vlagateljev prisotnih, seveda je pa potrebno izboljšati pogoje. Torej predvsem umestitev novih projektov v prostor, cene zemljišč so pri nas zelo drage vizavi naših tekmecev in seveda tukaj je možnost, da bi se veliko stvari izboljšali, zmanjšanje birokracije, da bi dobili vse informacije tuji vlagatelji potencialni na enem mestu in tukaj mislim, da je še veliko dela za narediti. Vsekakor pa nas čakajo verjetno tudi reforme, ki tako zdravstvena, tako druge, ki se jih moramo lotiti ali bomo spet drseli. Ja, torej ključne reforme sta nedvomno pokojninska reforma, sicer bolj na srednji rok, medtem ko pa zdravstvena reforma terja dosti hitre ukrepe, glede na te težave, s katerimi se soočamo iz meseca v mesec. Potem seveda tudi racionalizacija javnega sektorja oziroma državne uprave. Torej tukaj še vedno se soočamo z večanjem števila zaposlenih in pa z nizko učinkovitostjo javnega sektorja. To se pravi, tukaj je velik manevrski prostor za izboljšanje v naslednjih letih in tukaj bi bilo verjetno tudi treba spremeniti sistem nagrajevanja, potem seveda
odgovornost v podjetjih, ki so državni lasti, in tukaj izboljšati to korporativno upravljanje. Nedvomno, da je tukaj velika naloga za vlado. Tako, poročilo o globalni konkurenčnosti kaže na to, da smo v bistvu pri korporativnem upravljanju, tako kar se tiče menedžerske odgovornosti, pa tudi odgovornosti nadzornih svetov, še v bistvu zelo nizko, in zanimivo je, da tako slabe ocene dajajo celo tudi menedžerji, sami, ki so vprašani. Tako je, ja. Torej, glede tega so presenetljivi odgovori in na tem področju se nismo premaknili navzgor. Torej, tukaj je verjetno tudi ta organiziranost oziroma sestava nadzornih svetov šibka točka. Poleg tega pa seveda so tudi vrednote, v veliki meri smo zaprti v naš kulturni prostor, inovativnosti za tuje ideje ne sprejemamo dovolj hitro, kar se dogaja v svetovnem gospodarstvu z določenim zamikom prihaja k nam, in z tega vidika bi morali to inovacijsko kulturo spremeniti. A pri teh vrednotah lahko razumemo tudi malček etike, ki je pri nas zelo postavljena na stran? Sigurno, morala in etika je del te menedžerske prakse, kjer smo pravzaprav v zadnjih letih padli na izpitu, in tukaj bi morali pravzaprav ne samo sankcionirati te slabe prakse, ampak v izobraževalnem sistemu od vrtcev pa srednje šole do univerzitetnega študija ugraditi te elemente v izobraževalni sistem in popraviti te slabe prakse. Tako. Torej, profesor Stanovnik, kaj bi svetovali vladi, če bi bili danes njen svetovalec, in drugim odločevalcem? Kaj moramo v Sloveniji zdaj nujno narediti glede na rezultate te lestvice, s čim ne smemo več nadaljevati, česa si sploh ne smemo privoščiti? Ja, zdaj tukaj veliko stvari. Ta pozitivna rast in neki te dobre ocene takoj odprejo apetite po višjih plačah, po večjih bonitetah. Ja, točno je to. To je šele prvi korak k ozdravitvi, k trajnostnem razvoju, in pravzaprav tle bi morali eno področje so gotovo javne finance, kjer pravzaprav nas Bruselj pritiska na izboljšanje, in tukaj je pravzaprav izboljšanje makroekonomskih neravnovesij z vidika proračunskega deficita je tukaj že več ali manj na dobri poti. To, kar ste vi omenila, da se bi te apetiti po delitvi so pa takoj prisotni, in mislim, da bi morali tukaj upoštevati priporočila OECD-ja in Evropske komisije, da ne bi prehitro šli v povečanje plač, da bi pravzaprav tukaj mogli res razbremeniti tiste kategorije delavcev, kjer so najbolj obremenjeni s prispevki, in tako na strani delodajalca kot na strani delavcev, in s tem seveda, da bi nekako povečali tudi konkurenčnost delovne sile, predvsem z vidika tudi privabljanja tujih strokovnjakov v naša podjetja, v naše sredine. Tako, ampak tam pa je potem tudi treba narediti neke spremembe pri nagrajevanjih, Absolutno. Ki so zdaj očitno nestimulativna. Tako, v mnogih področjih je vlada uravnilovka, da slabih delavcev se je težko znebiti, dobre, pa ki bi lahko prispevali k nekem preboju, pa ne moramo nagrajevati ustrezno. Torej, tukaj bi bilo treba v nagrajevanju javnih uslužbencev napraviti tudi neke spremembe. Kako pa gledate na te bančne reforme, na restrukturiranje, razdolževanje podjetij, ali te stvari tečejo v pozitivno smer? Prepočasi. Jaz mislim, da bo potrebno ta prodaja bank, teh nekaterih ključnih bank,
da bi nekako izboljšali korporativno upravljanje, da bi izboljšali tudi rekel, možnost kreditiranja domačih podjetij, da bi se lahko razdolžila. Seveda to je pa pomembno tudi, kako bo torej, slaba banka kvalitetno upravljala z temi portfelji, ki so ji na razpolago. Kako pa ocenjujete to nastajanje strategije državnega upravljanja, ki je zdaj nekako številka 1 v tej državi? Ja, torej mislim, da to je pravilen korak. Zdaj vprašanje, da se lahko razpravljamo lahko o teh 3 segmentih, to se pravi strateških, pomembnih in tistih portfeljskih. Mislim, da tukaj je ključno to, da ne bomo zdaj šli v razprodajo teh rekel, ključnih podjetij, to se tako imenovanih blue chipov, da pa seveda ne bomo šli pa v drug ekstrem, da bomo pa zdaj še naprej ščitili podjetja v državni lasti, ki so neustrezno upravljana in seveda tukaj vključujem seveda tudi banke in mislim, da tukaj je pomembno, da bi bila ta privatizacija transparentna in da bi se držali pravzaprav tistih obljub, da bomo kredibilni glede na tujino, da ne bomo zdaj spet šli nazaj, da bomo rekli, ja, zdaj pa ne bomo prodajali, ker niso ugodni pogoji. Zdaj, če so pač nekatere firme oziroma podjetja vključene v portfeljski segment za prodajo, potem seveda je potrebno nadaljevati s privatizacijo. Torej, če bomo nadaljevali s temi procesi, potem se nam ni treba bati jesenskega poročila o konkurenčnosti, niti soočanja z lestvico prihodnje leto. Ja, seveda, jaz sem optimist glede tega, je pa treba upoštevati, da seveda je to drugo poročilo bolj dolgoročno usmerjeno, da ni zdaj tako poslovno usmerjeno in da pravzaprav tam je pa preko 140 držav vključenih in da tam seveda bo mesto oziroma relativni zaostanek Slovenije do najbolj razvitih drugačen. Profesor Stanovnik, hvala lepa. Hvala lepa vam.